Na začetku naj vas obvestim, da je revija Dignitas, ki objavlja znanstvene in strokovne članke, objavila razpravo avtorja Draga Kosa, procesna analiza zaključnega poročila KPK. To razpravo boste v skenirani obliki lahko prijeli tudi po koncu, še danes, te tiskovne konference. Hkrati tudi z linkom do navezne točke na uradu predsednika Republike, kjer je pa objavljena posebna študija oziroma pravno mnenje avtorjev Cirila Ribičiča, Rajka Pirnata in Janeza Čebulja, ustavno-pravna analiza novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakaj je to tako pomembno? Ker dajem zdaj to revijo v poverto in poslali bomo predsedniku Republike Borutu Pahorju, takoj po zaključku te tiskovne konference, hkrati z enim spremnim dopisom, v kateri mu povemo, da mu pač pošiljamo izvod te revije. Kajti razprava je v svojih zaključkih za Komisijo za preprečevanje korupcije tako obremenjujoča, da bi pomenila razlog za njeno razrešitev, ko komisija ne bi bila pravočasno odstopila že sama. Do analognih ugotovitev je mogoče priti tudi ob pazivem proučevanju pravnega mnenja avtorjev, ki ga je naročil urad predsednika Republike in ki je tudi že zdaj dostopen javnosti. Iz tega je tudi razumljivo, da je ravnanje predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije seveda povzročilo ostro kritiko v širši javnosti, tudi ostro kritiko med člani Zbora za Republiko, ki so izrazili javno v svojih nastopih. Prav zaradi tega Zbor za Republiko z veliko zaskrbljenostjo sprejema novice o začetih kazenskih postopkih proti uglednim članom naše družbe, ki so za svoje pripadnosti demokratičnemu razmišljanju in skrbi za razvoj demokracije izrazili kritična stališča o ravnanju in aktih Komisije za preprečevanje korupcije. Zoper te posameznike je že uveden, oziroma so začeti kazenski postopki, za nekatere druge se pa še najavljajo, vsaj tako je bilo zaslediti v nekaterih medijih. V posebni zaskrbljenosti nad takšnim stanjem in zaradi začetih kazenskih postopkov proti osebam, ki s kritiko dela državnih organov pomenijo javni korektiv možnim samovoljam pri uporabi oblasti, Zbor za Republiko opozarja na določbo kazenskega zakonika, nahaja se v 3. odstavku 158. člena, o izključitvi protipravnosti in neobstoju kaznivega dejanja, če se je nekdo, o kom žaljivo izrazil, v resni kritiki pri izpolnjevanju politične in druge družbene dejavnosti, ter tega ni storil z namenom zaničevanja, pa tudi na odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice in številne odločitve Ustavnega sodišča. Iz vseh teh izhaja pomembnost pravice do svobode izražanja, ki je v javnem diskurzu močno zaščitena.
Evropsko sodišče za človekove pravice je v več primerih prav zaradi varstva svobode izražanja posege v dobro čast in dobro ime štelo za dopustne. Posebej opozarjamo tudi na razloge odločitve Ustavnega sodišča, izdane dne 8. julija 1999, o tem, da je izključena protipravnost tudi zelo ostrih, surovih in brezobzirnih izjav, ki se jih še vedno razume kot kritiko ravnanja ali stališča, ne pa napad na osebnost, njeno sramotitev, ponižanje, prezir, zasmehovanje. V interesu ohranjanja svobodne in neovirane razprave o zadevah, ki so predmet političnega odločanja, je treba vzeti v zakup tudi ostrino, grobost in pretiranost posameznih izraženih mnenj, saj strah pred kaznovanjem zaradi določenih vrednostnih izjav ohromi javno razpravo, tako da ta ne opravlja več funkcije, ki bi v demokratični državi morala, in to je večkrat ponovljeno stališče tudi Slovenskega ustavnega sodišča, lahko ga štejemo med ustaljeno sodno presojo. Zaradi tega je stališče okrožne državne tožilke, da gre v danem primeru za prekoračenje meja svobode izražanja, ker KPK uživa večjo zaščito pri napadih na njen ugled, saj da gre za neodvisen nadzorni organ in je njegova vloga in avtoritatea odvisna predvsem od zaupanja, ki ga uživa v javnosti, ustavno, pravno, nevzdržno. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je državni organ, je nam lahko leti kritika kot na druge državne organe in ne nazadnje tudi Komisija za preprečevanje korupcije ni nezmotljiva. Njena stališča so vendar predmet tudi lahko naknadne pravne presoje in jih zato ni mogoče šteti kot za dokončno. Zato je v aktualnih okoliščinah, kjer so vsi deležniki imenovanja novega senata KPK, kakor tudi imenovani kandidati dokončno razvrednotili vsakršno verodostojnost KPK, zadevni kazenski pregon še toliko bolj absurden. Ugleda in dobrega imena državnih organov po našem trdnem prepričanju ni mogoče zavarovati s kazenskimi postopki, zoper kritiko dela teh organov, ampak le z odgovornim, zakonitim in strokovnim delom teh organov samih. Javna kritika, kar se da ostra, je sredstvo, ki ga ustava na podlagi svobode izražena izrecno predpostavlja kot elementu spodbude in prisile za delovanje inštitucij na način, da bodo uživale zaupanje pri ljudeh. Institut razžalitve državnega organa oziroma institucije je kot tak relik preteklosti. Nasprotuje zdravi pameti in v demokratični, ustavno-pravni urejeni državi nima kaj iskati. Da se za pregon tovrstnih domnevnih kaznivih dejanj sploh troši davkoplačevalski denar in še dodatno obremenjuje sodišča, pa je še toliko bolj žalostno, če že ne naravnost škandaloznost.